O korenina Jesejeva, ki si v znamenje ljudstvom in bodo pred teboj kralji umognili in te narodi molili. Pridi in nas reši, nikar več ne odlašaj. Kako lepo je videti te korenine. Tako močne, mogočne, pa vendar tako končne. Zob časa lahko naje, uniči tudi tako močno drevo s tako močnimi koreninami. In vendar tudi iz konca se rodi kaj novega. Tudi iz uničenega drevesa vzklijejo novi poganjki, novo upanje, novo življenje. Vse to se mi zdi kot prispodoba življenja, ko gledam sebe ali pa ljudi okrog sebe. Če pomislim nase in na različne dogodke, ki jih pripravljam, potem se velikokrat zgodi ravno po isti shemi. Nekako v veselju, pričakovanju vsega, potem se pa stvari zataknejo, zlomijo in se zdi, da je konec. In vendar, zrušim in uničim se predvsem jaz v svojih predstavah. Tisto, kar zraste, je pa še lepše od mojih predstav. Vse to, pa da bi tebe in mene povabila še v eno večje presenečenje, ki ga za nas vse pripravlja Bog. Danes namreč ne bi želel govoriti ne o koreninah, niti ne o naših odnosih do soljudi, ampak pravzaprav o tem, kar pripravlja Gospod, kar danes na tretji dan božične devetdnevnice opeva antifona, ki pravi: O korenina Jesejeva, ki si v znamenje ljudstvom, in pred teboj bodo umolknili kralji in te narodi molili. Pridi in nas reši, nikar se ne mudi. Kdo je ta Jesejeva korenina? Jesejev najmlajši sin, David, ki je od pastirja drobnice postal pastir ljudstva, vladar in kralj. In zopet, ko smo slišali to antifono, ta antifona pravzaprav odmeva še en drugi spev. Spev preroka Izaija, ki pravi: Mladika požene iz Jesejeve korenike, poganjek obrodi iz njegove korenine. Na njem bo počival Gospodov duh, duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega. O kom torej govori prerok, če ne o Davidovem potomcu, o prihodu maziljenega kralja? Izaijev glas se dviguje k Gospodu v dneh, ko je bilo Izraelovo ljudstvo v najhujši preizkušnji. Zaradi svoje samozadostnosti, samozagledanosti so pozabili svojega Boga, svojo edino trdno skalo in oporo. To jih je vodilo v izgnanstvo, v suženjstvo, da so izgubili tempelj,
ozemlje in svobodo. Kljub temu, kljub človeški nezvestobi, Bog ostaja zvest. Zato prerok Izaija ljudstvu pravi, da Bog pripravlja presenečenje, pripravlja novega kralja, ki jih bo rešil, kakor nekdaj kralj David. Ne glede na to, ali gre to za skupino znotraj ljudstva, ali gre to za perzijskega kralja Kira, vsem tem je v ozadju Bog, ki vedno znova preseneča. Danes želim spomniti sebe in tebe. Smo krhki, ampak je Bog tisti, ki me lahko reši in osvobodi. Jezus je kralj in vladar vseh vladarjev, pa ne zaradi denarja ali moči, temveč zaradi svoje predaje in zaupanja Bogu. In ne nazadnje, zaradi predaje v človeške roke. S tem, ko pusti, da je položen v jasli, s tem, ko dopusti, da je pribrit na križu. Jezus je postavljen v znamenje in pohujšanje ljudstvu, narodom in kraljem. Jezus je Božje presenečenje za vse nas. Jezus vstopa v tvoje in moje življenje. Želi, da mu predam vse tisto, kjer sem nekako ujet in zaprt samega vase, ali pa sem zožal pogled v svoj lastni popek. Jezus želi vstopiti v moje in tvoje življenje, da ne bi bil ne ti, ne jaz sama, ampak skupaj z njim. Želi vstopiti v tisto, kar mi je najtežje, v moj hlev, na moj križ, zato, da bi iz tistega mrtvega, uničenega, saj tako, kakor doživljam, nastalo novo, Božje življenje. Pridi, stopiva k njemu, ki preseneča in prihaja takrat, ko ga najbolj potrebujeva.